Slavko Svetičič v tistem fenomenalnem solo sponu, ki ga je imel, je zanesljivo imel cilj priti na vrh. Pa vendarle sam osebno in tudi svetovni poznavalci ocenjujejo to kot enega najpomembnejših vzponov v Himalaji. Drugi poskus na Anapurni sega v leto 1990, ko je pravzaprav mednarodno odpravo vodil hrvaški plezalec Darko Berljak, v njej je bilo kar nekaj Slovencev. Bila je pa to zelo drzna odprava, predvsem zaradi tega, ker so se skušali povzpeti na goro po zimi. Vrha jim žal ni uspelo osvojiti. Leto 1991 pa je Anapurna pravzaprav dočakala obisk najmanjše slovenske odprave v Himalajo, ki je takrat štela enega samega člana, to je bil Slavko Svetičič. Zaradi spleta okoliščin oziroma vojne na Hrvaškem se takrat Darko Berljak ni mogel te odprave udeležiti in je Slavko takrat sam odpotoval v Nepal. Uspel mu je izjemen vzpon v zahodni steni, ki pa žal potem ni bil kronan z vrhom, nekako po severnih pobočjih oziroma po smeri prvopristopnega je potem uspel se stopiti v dolino in se nekako še celo rešiti iz baznega tabora, ki so ga že zapustili njegovi nepalski spremljevalci. Kljub temu, da vrh ni bil dosežen, je to eden od stvari, na katere smo lahko Slovenci pravzaprav na ta poskus zelo ponosni. Jaz nisem bil zraven, da bi lahko komentiral, jaz samo lahko govorimo iz pripovedovanja Slavcovih ust, ob pivu, ko smo včasih debatirali v noč, kaj je doživelo v steni in tak dalje leta 1991, da je bilo in mrzlo, in kamenje, in plazovi, in da, rekli so bili detalji svinjsko težki, da je bilo poprečna naklonina, ne vem, tja do čez 70 stopinj, da so bili odseki 5-6 stopnje. Skratka, da enostavno in veter ga pol na koncu matra in tako dalje doživljal, bi rekel, golo preživetje na steni in se boril kot zmaj in tudi uspel, prišel dol. Drugače, vsak ima, veš, to zgodbico, ko ima neko iskanje, ne bi rekel, ne v smenu, v gabaritu iskanje nekoristnega sveta. Dejstvo je pač, da vsak svojo dušo išče v tej steni, oziroma v hribih. Išče samega sebe, v končni fazi. In če iščeš ti samega sebe, pa vedno boš hrpenel po tistem, da tistega, kar ne možeš dotakniti se takoj, pa boš poskušal se tistega dotakniti. Do tiste meje je vedno šel, da boš izzival malo. To je od vseh nas ostane not. Porejan misli, bomo rekli, okoli Anapurne ena, zadnjega 80 se je dejansko porodila čisto slučajno, bomo rekli, na enem delovišču, ko sem delal z mojimi alpinisti, leta 1992, po praktično našem neuspeli poskusu, slovenskem neuspeli poskusu po zadnjem 80 in skratka prišla ideja čisto iz ust Slavca, predvideno so bile 2 navezi. Potem je iz teh 2 navez ena ostala, naveza Franče Knez pa Slavko Svetličič, moja malenkost pa kot organizator oziroma vodja odprave. Sam potek aklimatizacije do okoli baznega tabora, tudi marš odprave, je bilo vse super. Razen takrat, ko je bilo dejansko, ko smo že ABC postavili, se je strasirala pot in tako dalje, in ko se je začelo dejansko dan D za rekel sam, priprave za vzpon,
in zaradi raziskovanja spodnjega dela stene se je zalomilo pri Frančku. Prišlo do določenih motenj v aritmiji, se je tukaj stanje poslabšalo, da smo mogli v tistem času potem poklicati helikopter na pomoč in ga tudi varno transportirali do oskrbe z zdravniki v Katmandu, kasneje v Ljubljani. Kot vodja sem bil v dilemi, kaj narediti potem naprej, ali zaključiti odpravo, pa spakati, pa iti domov, ali pa nadaljevati, pa dovoliti Slavcu v solo sponu. Ti kak je pa naklonina tule nad? Od začetka je 45 stopinj, potem tisti srednji skok, tam je 65 do 70 in raztežaj. Zgornja flanka je pa spet od 45 do 50. Tam on je grebenko, ne? Ja. Če kaj si noče danes prav, da si najdel ena stara konopljena štrike, še starih poskusov? Tu včeraj, ko sem šel nazaj, čisto notro od spodaj vliv v stebra. Zgleda se tu zelo nekaj skoro. To se ne vidi, zdaj gledam, veš. Pa kaj si najdel frenda od Lafayla? Na kar je zgodba stekla, vsi smo se pomaknili, jaz pa Klavdim Nekežo, pa snemalec televizije Hrovat Jane, smo se pomaknili v ABC gor na skoraj na 6000, da bomo čim bliže Slavcu spremljali in s kamero, in z walkie-talkie, in moralno in tako dalje. Vreme je bilo fantastično, nam je bilo naklonjeno, razen to, da je bilo nenormalno toplo. Slavc je dobro počutil in s polnim optimizmom je pač tudi stopil v steno. Večer pred nesrečo sem mogel bivakirati približno ob 9 na eni polički, ker je bila temperatura zraka preveč visoka, tako da ni bilo možno se takrat uspenjati. Potem sem pa približno ob 3 po polnoči začel nadaljeval vzpon. Ko se je zdanilo okrog 6 ure zjutraj, sem nad seboj zagledal ogromno oblak in sem tako vedel, da gre za en velik plaz. In bil sem v takem položaju, da do najbližjih skal bi imel okrog 10 metrov. In v tistem času, ko sem se jaz proti levi pomikal proti skalam, me je zajel tisti centralni del plazu in sem enostavno se lovil po snežišču ene par minut, pa sem pa zgubil zavest. Slavc, javi se. Slavko, javi se, Slavko, javi se. Zbudil sem se pod steno, prišel sem k zavesti. Takrat nisem niti vedel, zakaj se gre, kaj se je zgodilo, kje se nahajam, ali v Himalaji, ali v Peruju, ali v Alpah naših. No, potem sem brskal okoli sebe, bil sem čist negiben do pasu praktično. Hitro sem vedel, da gre za hrbtenico, potem sem iskal radijsko postajo, nisem vedel, kaj imam radijsko postajo, sem brskal po nahrbtniku, potem sem ugotovil, da imam radijsko postajo noter na prsih v žepu, v usta mi je tekla kri, oči s njemu zalite s krvjo, sploh nisem vedel, a se lahko premaknem, a se ne smem premakniti. Slavc, javi se. Slavko, kaj narobe s teboj? Kje se nahajaš? Sreča je bila pol, da sem takoj z Matjažem pa z ostalimi dobil vezo in sem potem trpel še ene 2 ure do 3 ure tistega časa, ko sem čakal na prihod Majzla. Nemudoma smo takrat z Klavdijom odhitela, nasproti gor, da vidimo sploh, če ga bomo lahko našla. In seveda, hvala Bogu, smo ga mi tudi našla. Zadnji so prileteli še potem iz baze Šerpe in na kar smo ga oskrbeli strokovno
in ga pol tudi varno transportirali 2 dni v bazo, na kar spet poklicali helikopter in ga varno domov spravili. Če bi Slavca opisal čisto na kratko, da ne samo to, da pač po nesreči, da je čas preživel v glavnem v Bistrici, v Slovenski, pa pri meni doma, bil svoj vrst, ne. On je znal zginiti, bi rekel, za 2-3 dni in ga nisi bog ni vedel, kje je, ne. Pa se je vrnil in tako dalje in pol je bila njega filozofija, da je kolesaril do nemoglosti, ali je tekel do nemoglosti, ali je bil v hribih in tako dalje. Tako da je bil dejansko, jaz pravim, odštekan totalno. Po poškodbi, ko se je rehabilitiral, v letu 95, pred Gašom Bromo 4, je še on kar sanjal o Annapurni 1, ne.